pravnik, doktor sociologije in mnogostransko izredno angažirana osebnost. Med drugim je bil leta 1966 ustanovitelj in vse do leta 2014 predstojnik Centra za raziskovanje javnega mnenja, kasneje preimenovanega oziroma dodano tudi množičnih komunikacij. Poleg vodenja omenjenega centra je opravljal še številne vodstvene funkcije, med drugim je bil dekan Fakultete za družbene vede, prvi direktor Centra za razvoj univerze, predsednik upravnega odbora Nacionalne raziskovalne agencije ter predsednik vladnega sveta za znanost in tehnologijo. In še marsikaj drugega. Še marsikaj drugega, tako je. Niko, kako je prišlo do ustanovitve tega centra? So bili kakšni odzivi, posebej me zanima, ali so bili kakšni incidenti s politiko, ker vemo, da je posebej politika zelo občutljiva ali dovzetna do raziskav javnega mnenja. Kako se je vse skupaj začelo? Moja pripoved sega globlje v konec 50-ih let, ker zgodovina, še posebej politična zgodovina, seveda opazuje predvsem politične pojave, konflikte, spremembe in tako naprej. Nastanek Centra za raziskovanje javnega mnenja ima svoje korenine v razvoju družboslovja, konkretno sociologije, ki se je koncem 50-ih z postavitvijo predmetov, študijskih predmetov, sociologije na pravnih fakultetah v Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, potem nekaj kasneje z ustanavljanjem socioloških inštitutov, denimo Inštituta za sociologijo 59, študija sociologije na Filozofski fakulteti 60, ustanovitvijo Visoke šole za politične vede 61, ker vse sopada pravzaprav v obdobje, ko se ta primarni dogmatični ovoj sprošča in ko se znotraj jugoslovanske in tudi slovenske družbe odpira prostor razvoja znanosti nasploh, z ustanavljanjem inštitutov in družbenih ved še posebej, malo kasneje kot naravoslovnih, z ustanovitvijo Pedagoškega inštituta, Kriminološkega inštituta, Urbanističnega inštituta, koncev tudi z ustanovitvijo Inštituta za sociologijo in kasneje filozofijo v okviru Ljubljanske univerze. Prehodna točka, ki določa kasnejši razvoj empiričnega sociološkega raziskovanja, je pravzaprav postavljena v prostor Inštituta za sociologijo. Tam smo leta 60-61 izvedli prvo raziskavo po naročilu takratnega dnevnika Miloša Mikelna, raziskavo o odnosu bralcev do uredniške politike dnevnika. Iz tega se je malo kasneje razvila zamisel o najobsežnejši sociološki empirični raziskavi, ki je kadarkoli bila narejena v Jugoslaviji, namreč raziskavi pod naslovom Množična komunikacijska sredstva v Sloveniji, na enormnem vzorcu 12.000 polnoletnih prebivalcev Slovenije, z zelo, bi rekel, visoko profesionalno metodološko zasnovo in obsežnim vprašalnikom. Tam sem se jaz tudi učil empirične obrti. Deloma sem znanje prinesel iz kratkotrajnega bivanja na Inštitutu za družbene vede v Beogradu, kjer sem se prvi srečal z profesorjem Rudijem Supkom. Naj pokažem njegov metodološki učbenik, ki je šel leta 1962 pod naslovom Izpitivanje javnog mnenja. Ta knjiga je predstavljala eno pomembnih osnov za pouk metodologije na fakultetah za družbene vede, na socioloških in politoloških programih
v vsej Jugoslaviji. Nekaj kasneje je izšel zelo temeljni učbenik Vojina Milića, sociološki metod. Kažem te knjige, ker se mi zdi pomembno, da povem, da sem sam v tistem času predaval metodologijo od leta 1961 na Visoki šoli za politične vede po prehodu z Inštituta za sociologijo in da smo v okviru študentske prakse izvajali prve empirične raziskave v okviru takratne VŠPV. Denimo leta 1963, ko je bila sprejeta tako zvana nova, še ena od novih ustav, ki so se spreminjale tokom obdobja SFRJ, ko so po eni strani v Beogradu izvedli veliko na videz reprezentativno vsejugoslovansko raziskavo o stališčih in informiranosti državljanov Jugoslavije ob novi ustavi. Mimogrede ne povem, da je vodja te raziskovalne skupine bil kasneje zelo izpostavljen akademik Ljuba Tadić, eden od podpisnikov memoranduma, sicer pa takrat zaposlen kot profesor na Filozofski fakulteti v Beogradu. Mi pa smo študenti v istem časovnem preseku izvedli majhno raziskavo stališč in informiranosti občanov Savskega naselja, takrat novega dela, novo zgrajenega dela Ljubljane, v katerega so se naselili v glavnem ljudje srednjega sloja, uradništva in tako naprej. Zanimivo je, da je zvezna raziskava ugotovila, da so Jugoslovani v veliki meri seznanjeni in potrjujejo novo ustavo. Mi v Sloveniji, znotraj tega elitnega kvarta Ljubljane, smo pa ugotovili, da ljudje malo vedo o ustavi in da so do nje v mnogočem tudi kritični. To je bilo leta 1963. No, od tu naprej se razvija empirično raziskovalno delo, ki se izrazi koncev koncev tudi v svoji prvi institucionalizirani obliki kot center za raziskovanje javnega mnenja, ki je nastal torej iz potrebe razvoja sociološke discipline po empiričnem raziskovanju, sočasno pa kot odraz sprememb v družbenem okolju, ki je dopuščalo uvajanje raziskovalne metode in objavljanje rezultatov takih raziskav v javnosti. Naj spomnim, da je leta 1966 na Beljonih bil tako zvan 6. plenum CK-ZKE, obračun z Rankovićem, in da je to na nek način tudi vso spodbudilo slovensko politiko, da je bila bolj odprta do naše ideje o sistematičnem, empiričnem raziskovanju slovenske družbe. Ampak to so bolj ali manj koincidence, ki pa vendarle dajo na koncu dober rezultat. Torej, center je bil ustanovljen leta 1966 kot prva raziskovalna enota na takratni Visoki šoli za politične vede. Prvotna definicija centra je nekako znotraj področja političnega javnega mnenja. Ampak že takoj na prehodu v reden program, recimo leta 1969, smo pravzaprav koncipirali raziskavo, ki predstavlja paralelo v takratnem evropskem prostoru že prisotnih, delujočih obče družboslovnih empiričnih raziskav po vzgledu, kakršen je bil denimo v Nemčiji Albus, Allgemeine Bevölkerungsumfrage, ali v ZDA GSS, General Social Survey, ki so predstavljali pravzaprav empirično orodje ali program, ki je združeval interese širokega kroga družboslovcev, različnih disciplin, sociologov, socialnih psihologov, politologov, in je kot program tekel bolj ali manj redno. Tudi raziskava slovensko javno mnenje se je pravzaprav od leta 1969 razvijala znotraj tega koncepta. Seveda,
so se pa družbene razmere ob raziskavi tudi spreminjale. Ko govorim o letu 69, 70, morda še kako leto potem, velja omeniti, da je bilo to obdobje, bi rekel, prvotnega liberalizma, odpiranja, sproščanja dogmatskih pritiskov in da se je v polju družboslovja lahko počelo marsikaj, kar je naslednjih postalo oponentno, kar je postalo izpostavljeno kritiki. Ni neznano, da je Visoka šola za politične vede kot eden najbolj izpostavljenih akademskih programov, takrat že kot fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, z že razvitim raziskovalnim delom, bila izpostavljena ostri politični kritiki, obračunu, tudi določenim, bi rekel, preselitvam raziskovalcev in profesorjev ali omejevanju njihove, bi rekel, akademske, profesorske avtonomije. Tudi Center za raziskovanje javnega mnenja ali raziskava slovensko javno mnenje, še posebej je bila pravzaprav izpostavljena ostri kritiki že pravzaprav v njeni drugi ponovitvi 69. leta, ko je koncept raziskave bil deležen ostrih, bi rekel, odbojnih stališč, češ kaj pa se gremo sociologi, ko postavljamo vprašanja, ki zadevajo temelj takratnega sistema in so v ustavi ali v ideoloških dokumentih določeni in fiksirani kot trajni elementi. Banalne stvari, kot denimo vprašanje ocenjevanja vloge Zveze komunistov in skladnosti njenega delovanja z interesi ljudi, ali pa odnos do zasebnega sektorja, do zasebnega delovanja v proizvodni sferi, vprašanje odnosa do obrtništva, malega industrijskega proizvajalca kot zasebnika ali trgovca kot zasebnika. Še posebej delikatno vprašanje tako zvanega agromaksimuma, odnosa ljudi in pogledov ljudi, ali je to funkcionalno. Tudi do vprašanja delničarstva. Vsa ta in vrsta drugih vprašanj nekako iz koncepta razvoja sociologije v tistem času, postavljena v raziskavi, so postala sporna. Mi smo jih sicer postavljali, ohranili smo avtonomijo v tem pogledu, ampak seveda znotraj kritike smo bili deležni tako ali drugače različnih omejitev, finančnih omejitev, kadrovskih pritiskov, pa vendarle smo preživeli. Moram povedati, da so sočasno ali celo pred nami z raziskovanjem javnega mnenja pričeli kolegi v Zagrebu in v Beogradu. Ampak ti programi v Zagrebu in Beogradu niso preživeli, naš program pa je preživel. Torej pritisk politike v Beogradu, denimo, je bil neprimerno ostrejši, profesori sociološkega oddelka filozofske fakultete so odstranjevali, znana je afera 8 profesora, kot pravimo. Tudi v Zagrebu je bil obračun z tako zvanim praksisovci ali z nacionalizmom. Tudi v Ljubljani je bil ta proces ali ta pritisk prisoten, ampak končne konsekvence niso bile tako robustne in kolektiviteta družboslovja je preživela ali na FSPN ali na Inštitutu za sociologijo in pravzaprav še vedno lahko opravljala svojo temeljno funkcijo. Prišlo je do neke, bi rekel, spontane delitve, ki se je kazala v dejstvu, da je Inštitut za sociologijo od 70 naprej svojim programom vsegal predvsem v polje socialne stratifikacije in razvojne problematike.
Center za raziskovanje javnega mnenja pa je poleg ohranjanja kontinuitete raziskav javnega mnenja, pač to pestro sestavo tematik, v okviru svojega programa segel tudi v polje socialne stratifikacije, v polje migracij, denimo skozi dobro desetletje iz 71. v začetek 80. smo izvajali obsežne, tudi empirične raziskave pod delovnim naslovom Slovenci v Nemčiji. Šlo je pravzaprav za raziskovanje dejavnikov, ki vplivajo na emigracije, eventualne remigracije, za raztopitev pojma, ki je, bi rekel, pokrival to v politični govorici, naši delavci na začasnem delu v tujini, kar se je izkazalo kot farsa. Ljudje so odhajali, samo deloma so se tudi vračali. Res pa je, da je osnovni vzgib za odhode v 60. in zgodnjih 70. letih, predvsem v 60. letih, bil seveda izrazito ekonomski in ne primarno političen, izrazito ekonomski, in da so migracije pravzaprav bile velik del našega raziskovalnega programa skozi dolgo dobo, se kaže tudi v seriji publikacij, ki smo jih v tem času izdali. No, center se je razvijal v tem obdobju od 66 v 76, recimo, da je to bilo bolj, bi rekel, megleno obdobje. Iz konca 70. let v 80. leta pa je center odpiral svoj register raziskovalni, se v svojih pristopih lažje približeval ključnim temam razvoja in odnosov v takratni slovenski družbi, svojo dejavnostjo, iniciativo pa dejansko posegal daleč širše. Kolektiv, ki se je zbral okoli programa SJM, je predstavljal pravzaprav sociološko jedro takratne FSPN. Naj poimenujem ljudi, ki so vstopali v program v posameznih obdobjih. Med njimi je bil Vlado Benko, ugleden, cenjen profesor mednarodnih odnosov. Med njimi je bil Veljko Rus, ugleden filozof in sociolog. Med njimi je bil samega začetka Zdravko Mlinar, prav tako eden najuglednejših slovenskih še živečih sociologov in akademikov. Kot mladi Peter Klinar, profesor za občo sociologijo, Boštjan Markič, profesor za politični sistem, Cveto Trampuš, prvi matematik, ki je prišel v raziskovalno in pedagoško okolje, ki je postavil dosti prej kot kjerkoli druge v družboslovnem okolju pouk in raziskovalno prakso pod oznako računalništvo, računalniški center in še cela vrsta drugih. Potem pa so prihajali mladi ljudje, ki so vnašali iniciative in se potem samoniklo razvijali naprej. Naj povem, da ta center za javno mnenje predstavlja tudi bi rekel, razvojno gnezdo cele vrste mladih ljudi, ki so uveljavljeni v družboslovnem prostoru. Pavle Gantar, čeprav po prehodu v politiko vse skozi zvest svoji temeljni disciplini, prostorski sociologiji. Braco Roter, ki je šel od nas v prostor filozofske in potem primorske fakultete. Mirjana Ule kot mlada psihologinja, ki je začela svojo kariero v centru, pa se razvila kot nosilka socialne psihologije v študijskem programu na fakulteti. Da ne omenjam še cele vrsti, predvsem teh mladih, relativno za mene mladih ljudi, ki danes delujejo v centru. Moram povedati, da se je center pravzaprav v 80. letih, zavedajoč se pomena umeščanja raziskav ali iskanja raziskovalnih pobud in metodoloških paradigem v
evropski, v svetovni prostor poskušal umeščati v ta prostor. Jugoslovanska sociologija je bila v 60-ih letih pravzaprav atraktiven eksperimentalni prostor za takratno svetovno sociologijo. K nam so prihajali Američani, Francozi, Angleži, ki so raziskovali fenomen samoupravljanja. Kasneje se je pa zdelo, kot da je ta prostor zaprt, te mednarodne povezave so iz začetka 70-ih do konca 70-ih v 80-ta zamrla. Mi pa smo seveda preko naših raziskovalnih programov v 80-ih zopet intenzivno iskali povezave v mednarodni prostor. To se je po eni strani kazalo z našim delovanjem in povezovanjem v prostoru jugoslovanske sociologije. Naj povem, da je član našega tima Zdravko Mlinar bil v 70-ih letih predsednik Jugoslovanskega združenja za sociologijo in so v povezavi in z iniciativami skupine, ki je delovala v tem centru, in skupine, ki je bila povezana na sociološko društvo. V obeh primerih sem bil tudi jaz prisoten v tem okolju, vzpodbudila zelo pomembne jugoslovanske razprave na temo stanja v takratni jugoslovanski družbi, velika posvetovanja na temo o dezintegracijskih potekih v prostoru jugoslovanske družbe, kar seveda ni bilo skladno s pričakovanji politike. Ali pa kasneje, v začetku 80-ih, ko je še vedno sociologija bila, predvsem na jugu, pod anatemo, ko smo odpirali razpravo o družbenih konfliktih v jugoslovanski družbi, bodisi na zvezni ravni, jaz sem bil v tistem času predsednik Jugoslovanskega združenja za sociologijo, bodisi v slovenskem prostoru na temo krize. To je bila ena od tem, s katero se je ukvarjal tudi takratni kolektiv Fakultete za sociologijo, politične vede. No, to odpiranje v mednarodni prostor z vidika našega programa, torej programa CJM, Centra za raziskovanje javnega mnenja, iz formalnih razlogov to odpiranje ni bilo uspešno. Ko smo poizkušali z našimi programi vstopati v mednarodne povezave, so nam odgovarjali, da predstavljamo samo 1/7 jugoslovanske skupnosti in da lahko pričakujemo, da nam bodo odprli vstop, če zagotovimo vse jugoslovansko raziskovanje. Tega pa seveda mi niti nismo zmogli, v glavnem tudi nismo hoteli, morda z določeno omejitvijo. Kar pomeni, da se nam je prostor za umestitev v mednarodne primerjalne projekte dejansko odprl šele z letom 90. Naj povem, da je Center za raziskovanje javnega mnenja na osnovi svoje dobre metodološke prakse in ugleda, ki smo ga imeli, uspel vstopiti v vse najpomembnejše mednarodne infrastrukturne projekte na sociološko-politološko, socialno-psihološkem področju, znane sicer pod imeni svetovna raziskava vrednot, World Value Survey, evropska raziskava vrednot, European Value Survey, tako zvan program ISSP ali mednarodna sociološka anketa in končno leta tudi v mednarodno raziskavo procesov demokratizacije političnih sistemov, ki je bila usmerjena predvsem v opazovanje volilnega procesa, in končno leta 2000 smo aktivno sodelovali pri zasnovi, postavitvi in potem pri izvajanju evropske družboslovne raziskave kot temeljne, jaz bi rekel, infrastrukturne družboslovne raziskave prostora, ki ga označuje Evropska unija. Čeprav presega ta prostor formalno in so v raziskavo vključene tudi države, ki niso članice Evropske unije, pa vendarle je to temeljna
družboslovna, raziskovalna infrastruktura, ki teče od leta 2000. To se pravi, centru je iz, bi rekel, nacionalnega programa, omejenega v glavnem na empirično raziskovanje v slovenskem prostoru, uspelo deloma preseči ta prostor z posamičnimi primeri vse jugoslovanskih raziskav. Po letu 90 se je pa pravzaprav program v celoti povezal z raziskavami, ki so nastajale na osnovi širokih kooperativnih timov, akademsko definiranih kooperativnih timov v svetovnem, medkontinentalnem ali pa v evropskem razsežju. Torej, ta razvoj je neverjetni in naš center je pravzaprav edina nacionalna raziskovalna enota, in to majhna enota, tu gre vedno za nekaj sodelavcev, 10 največ, ki je prevzela in izvaja od leta 90 hkrati te temeljne raziskave na področju vrednot, na širšem sociološkem področju in v zadnjem času v polju, ki ga označuje European Social Survey ali ESS kot temeljna raziskava. Torej, ta razvoj je bil neverjeten. Rekel sem, da smo izjemoma vstopali v jugoslovanski prostor. To je res. Zgodaj, v prvih letih 70 smo na inicijativo takratne Iskre, to je zanimivo, Center za raziskovanje javnega mnenja bi po svoji vokaciji in po postavitvah v zahodni Evropi lahko upravljal tudi tržne raziskave. Mi smo bili pa v osnovi, bi rekel, omejeni na sociološki kontekst, pa vendarle smo kdaj naredili kako ekskurzijo v tržno področje, recimo proučujoč medijsko tržišče, nekajkrat, večkrat, zato smo dobili tudi pri imenu dodatek in množičnih komunikacij. V tržno smer smo se podali na inicijativo Iskre, ki je želela, da proučimo odnos do slovenskega proizvoda znotraj jugoslovanskega prostora. Zelo zanimiva raziskava, ki je pravzaprav sociološko relevantna, ker pokazala je, da je slovenski proizvod v času zgodnjih 70 let v vrednotenju ljudi od Makedonije do Slovenije, Srbije, Kosova, Črne Gore in tako naprej, imel izrazito visoko ceno. Slovenski proizvod je veljal v paraleli z proizvodi tujih proizvajalcev, takrat recimo bele tehnike, italijanske provenience ali pa nemški proizvodi. Slovenski proizvodi so znotraj jugoslovanskega, bi rekel, potrošniškega razumevanja imeli izjemno visok status. Morda na Hrvaškem deloma značilno, da so Hrvatje svoje proizvode vrednotili višje kot slovenske, sicer pa v vseh ostalih okoljih je veljalo pravzaprav, da so ljudje pripisovali prednost slovenskim proizvodom. To se kaže, to neposredno kaže tudi na odnos in vrednotenje razvojnih, tudi družbeno razvojnih procesov v prostoru takratne Jugoslavije. Slovenija je bila nekako vzor, je bila zaželjeno okolje in to je celo tak banalen tržno marketinški pristop v raziskovanje polje empirično izkazal. Seveda, vsa ta pripoved pravzaprav zadeva bolj, bi rekel, poteke in razvoje na institucionalni, na formalni ravni. Postavlja pa se vprašanje, kaj smo pravzaprav odkrivali, kaj so kazale raziskave v prvem, v vmesnem, rekel sem,
malo bolj meglenem obdobju, v letih 80 na prehodu v novo osamosvojeno slovensko državo, kako se kaže pravzaprav spreminjanje vrednotne strukture prebivalstva Slovenije skozi ta čas. Najprej je zelo povzeto možno reči, da je naša raziskava na samem izhodišču odkrila zadostno odprtost ljudi pri izpovedovanju svojih pogledov. Tudi zadostno kritičnost. Torej, ni šlo za prekritost zavesti ljudi znotraj neke ideološke koprene, ampak smo kot raziskovalci z, bi rekel, zelo pazljivim vstopom v komunikacije z ljudmi, v razmerju človek do človeka, torej šlo je pravzaprav za izrazito individualističen koncept, ki je bil tudi predmet kritike malo kasneje, uspevali pridobivati pravzaprav zelo priste poglede in stališča in informacije o ljudeh. Recimo, ena od teh dimenzij, ki se vleče skozi vse raziskave, je vprašanje religijske zavesti in religijskih praks. Glede na čas 68 bi z današnjega gledanja človek rekel, vse si ljudje niso upali izpovedovati svojih verskih pogledov in praks, pa ni res. So jih izpovedovali in če gledamo v kontinuiteti iz konca 60-ih v konec 20. drugega desetletja tega tisočletja, moram začuda ugotoviti, da pravzaprav ni velikih sprememb. Religioznost je del, bi rekel, in trajna vsebina enega dela prebivalstva Slovenije in delež izpovedane religioznosti ali nakazane cerkvenosti, ki je bistveno manjša. Če pravim cerkvenost, mislim sleditev verskim napotkom in pa sleditev pričakovanju cerkve, da se kot vernik udeležuješ cerkvenih obredov. V vsem tem času pravzaprav ne opažamo velikih oscilacij. Delež vernih pa delež cerkvenih je skoraj enak kot na prehodu iz 60. v 70. leta. Ko smo koncem 80-ih opazovali ta pojav, se je zdelo, kot da se odpira to razmerje. Ko smo v začetku 90-ih še vedno opazovali ta pojav, se je urinila vmes ena motnja, meni se je zdelo motnja, ki je nisem znal pojasniti, pa se je pol pokazala kot stalnica. Namreč to, česar cerkev kot ustanova predtem ni bila deležna, namreč negativnega vrednotenja, je cerkev po prehodu bila deležna, namreč izrazito negativnega vrednotenja. Cerkev kot institucija. Cerkev se je v vrednostni hierarhiji institucij, ki smo jih opazovali, kljub velikemu deležu vernih in relativno velikemu deležu cerkvenih, torej prakticirajočih, uvrstila nizko skupaj z političnimi institucijami, skupaj s strankami, vlado, skratka na dno vrednotne lestvice, družina pa visoko zgoraj, samo da pokažem te velike razpone. Ne. Seveda se to kaže tudi v drugih, celi vrsti presekov. Slovenci in Slovenke smo že na prehodu iz 60. v 70. leta izražali prvič dovolj kritične poglede na delovanje sistema. To sem že omenil. Drugič, vrednotili smo sorazmerno pozitivno možnosti vključevanja v procese odločanja, hkrati bili pa kritični do končnih učinkov teh procesov, govorimo o odnosu do samoupravljanja.
To je v glavnem zdržalo vse tja v 80. leta. Ta kritična zavest Slovencev se ne odpira samo v smeri recimo pogojno sekularizacije, ampak se kaže tudi v sproščanju vezi in pritiskov, ki izhajajo iz delovanja sistema, in tudi v sproščanju pogledov ali pa v kritičnem izražanju do sprememb, ki nastajajo v družbeno-prostorskem okolju, tudi v smislu ekoloških vrednot. Odpira se ta prostor, ljudje vse bolj vrednotijo tudi prirodno okolje in pogoje, v katerih kot družba lahko preživimo. Potem je ta točka prehoda, zdaj potekajo proslave 30-letnice ali 31-letnice osamosvojitve. To me nehote spomni na stiske, ki so jih izražali politiki 90. leta, torej Demosovi politiki, ko je šlo za pripravo in opredelitev pogojev izvedbe plebiscita. Sam sem imel takrat in že prej dobre povezave z recimo Francitom Bučarjem, ki je v nekem časovnem preseku tudi sodeloval in nam svetoval pri pripravi konceptov za vprašalnik. On je sedel v parlamentu, moji prijatelji, kolegi, sociologi so bili pomembno vključeni v Demosove sestave, ampak vendarle je tam veljala neka vznemirjenost glede izida referenduma. Jaz sem na osnovi raziskav, ki smo jih vedli v 88., 89., 90. letu, pripovedoval in prepričeval, da seveda ni nobene bojazni, da se bodo Slovenci, da se bomo Slovenci in Slovenke na referendumu v veliki meri, ne glede na to, ali smo avtohtoni ali priseljeni, odločili za samostojnost. Če naj spomnim, da je šlo za vprašanje, s kakšnim kvorumom naj velja referendum za uveljavljen, ali je to več kot pol glasov ali več glasov, s kakšno udeležbo in tako naprej. Ker je glede na dejansko razmerje ali stanje v javnosti tistega časa bil problem, ki so ga lahko imeli v glavah samo, bi rekel, nesigurni politiki. Ampak potem se odpira neko novo obdobje gledanja nazaj, vrednotenja stanj pred prehodom. V neki značilni mednarodni povezavi, inicirani strani raziskovalcev iz Georgetown University iz Washingtona in Wissenschaftszentrum für Sozialwissenschaften iz Berlina, je nastala raziskava, empirična raziskava stališč ljudi v srednje-vzhodnoevropskih državah v odnosu do sistema in sistemskih sprememb. Tam je leta 1991 prvič izpostavljen fenomen socializma vzvratnemu vrednotenju, torej nekaj, kar je prenehalo z sistemsko spremembo in je postalo predmet vrednotenja ljudi na osnovi izkušnje. To, bi rekel, aparaturo raziskovalno smo mi iz tega mednarodnega projekta prevzeli in ga ohranjali skozi daljše obdobje naprej. Šlo je za vrednotenje temeljnih pojmov, socializem, kapitalizem. Neposredno po prehodu se je zdelo, kot da je izenačenost v vrednotenju obeh pojmov v smislu pripisovanja pozitivnih ali pa negativnih lastnosti, socialnih lastnosti tema dvema sistemoma. No, nadaljnji potek tega opazovanja
Opisan je v enem od mnogih poročil, ki smo jih izdelali v tem času. Med drugim sva se z Veljkom Rusom poglobljeno ukvarjala z analizo, reanalizo tega dela empiričnega gradiva, o tem poročala tudi na akademiji, Slovenski akademiji znanosti. Se pa pokaže, da pravzaprav v zavesti ljudi pojem socializma veže izrazito visoko pozitivno vrednotenje, pojem kapitalizma pa močno poudarjeno negativno vrednotenje. V celi vrsti presekov, ki smo preko njih opazovali ta temeljni odnos med socializmom in kapitalizmom, kar kaže na to, da tudi v generaciji, ki socializma ali kakorkoli že imenujemo sistem, ki je bil presekan z novo ustavo, ostaja pravzaprav vrednotno visoko. Aktualne razmere, pa tudi na osnovi empiričnega doživljanja teh tudi mlajših generacij z vsemi spremembami, ki nastajajo v socialnih odnosih, v porejanju in razlikovanju med ljudmi, pa pridobiva negativno konotacijo. To je zelo, bi rekel, nasploh, zelo, bi rekel, povzet prikaz teh vrednotnih obratov. Sicer pa velja, da je slovenska populacija, da so prebivalci Slovenije, zavestno uporabljam ta, bi rekel, spolno, pa tudi nacionalno neopredeljen pojem ali kategorijo, da je to slovensko prebivalstvo pretežno libertarno usmerjeno, da je močno kritično do delovanja oblasti nasploh, da je močno kritično do funkcioniranja oblasti, še posebej nekako iz sredine prvega desetletja, torej čas nekako po vladavini, bom rekel, LDS-a, Drnovška, ki simbolizira neko sorazmerno umirjeno obdobje v razvoju, pa to turbulentno obdobje, ki sledi s krizami, ki so deloma zunanje, deloma lastne povzročene in kataklizme, bi rekel, v demokratični praksi, ki je značilna za trenutne slovenske razmere. Če tu uporabim pojem javno mnenje, bi rekel, da je javno mnenje ali prevladujoče vrednotenje prebivalstva Slovenije do funkcioniranja sistema mnogo bolj kritično, kot je bilo javno mnenje kritično do funkcioniranja sistema v drugi polovici 80. let. To seveda nakazuje soodgovornost tudi družbenih ved v smislu prevajanja rezultatov v družbeno, politično okolje in vplivanja znanosti na reguliranje družbenih odnosov. Mi v glavnem preteklost opazujemo skozi vrednotenje vpliva politike na znanost. Pozabljamo pa na to, da pravzaprav bi morali obrniti ta odnos. To se morda ravno v aktualnem času, ko nosimo tele maske, kaže zelo izrazito v razmerju med naravoslovno znanostjo, medicinsko znanostjo in politiko, ko v konkretnih okoljih ni jasno, pravzaprav ali gre za vpliv znanosti na politiko ali za politično determinacijo strokovnega odločanja, kar povzroča seveda tudi nepotrebne zastoje, tudi nepotrebne žrtve. Kaj naj še povem? Mnogo tega. Nisem nič govoril o tem, kako se pravzaprav na ravni publikacij izraža naše delo skozi dolgo obdobje. Naj povem, da je celoten potek 50, skoraj 60-letnega raziskovanja
v okviru programa Slovensko javno mnenje, da so ti rezultati iztiskani v 13 knjigah tega formata. Ta knjiga dokumentira obdobje od leta 1968 do leta 90. Od te točke naprej smo izdali še 12 obsežnih knjig in 14. knjiga je v pripravi, kar pomeni, da smo v raziskovalnem pohodu skozi ta desetletja skrbeli za popolno, bi rekel, dokumentiranje našega raziskovalnega dela, kar je dragoceno za razumevanje tega obdobja. In da je to pravzaprav edini tovrsten projekt, jaz bom zdaj rekel, v bližnjem evropskem okolju in raziskovalna skupina, ki je uspelo tako dosledno dokumentirati svoje raziskovalno delo skozi dolgo obdobje. Seveda to ni edini publicistični izraz tega našega delovanja. Cela vrsta publikacije je šlo v seriji Dokumenti SJM, v avtorstvu in soavtorstvu cele vrste uglednih sociologov. Meni je seveda še posebej dragocena knjiga, ki sva jo na osnovi analize empiričnega gradiva zasnovala kolega in prijatelja Veljko Rus in jaz pod naslovom Vrednote Slovencev in Evropejcev. Ali pa dolgoletno sodelovanje z zame zelo uglednim avstrijskim sociologom Karlom Müllerjem, s katerim sva uredila ali izdala kot avtorja, soavtorja ali urednika serijo knjig, angleških knjig v založbi Dunajske založbe. Ali cela vrsta knjig sodelavcev centra, ki so izhajale v okviru serije Dokumenti SJM, kar zadeva angleških knjig, recimo ena od teh z Karlom Müllerjem je knjiga Political Faces of Slovenian, ki povzema študije in raziskave skupine raziskovalcev na izpostavljeno temo. Ampak takih knjig, potem je recimo metodološka knjiga. V spremljavi tega našega empiričnega početja je bila vse skozi prisotna seveda tudi skrb, da je naše delo na visoki ravni razvoja metodologije družboslovnih raziskav. Od začetnega stanja naj povem, da sem prvi priročnik za potrebe študentov napisal leta 1962. Ampak da je ta priročnik potem z ustreznim dopolnjevanjem in širitvijo izhajal v več presekih, čeprav sem sam menil seveda, da ne more biti priročnik za študente dovolj za poučevanje. Tako je recimo eno temeljnih del za študij metodologije tudi na naši fakulteti veljala Miličeva knjiga Sociološki metod, ob knjigi, ki sem jo že predtem označil, izpitivanj Rudija Supka, izjemno uglednega in ustvarjalnega hrvaškega oziroma jugoslovanskega sociologa, človeka, ki izhaja iz pariške sorbonske šole, ki je bil član francoskega odpora, ki pa se je razvil v eno od srednjih osebnosti v prostoru jugoslovanske sociologije. Ko omenjam te široke, bi rekel, metodološke in tematske povezave, naj povem, da je v zasnovi raziskovanja javnega mnenja vse skozi, od začetka do umika iz aktivnega prostora deloval profesor Zdenko Roter, ki je ob Centru za raziskovanje javnega mnenja, v katerem je sodeloval kot urednik teorije in prakse, kar mu je bilo zaradi politične anateme oziroma kritike odvzeto,
že leta 1967 ustanovil Center za raziskovanje cerkve in religije, torej temeljno enoto za proučevanje religijskih fenomenov v takratni družbi, in da je ta koncept bil izrazito nedogmatičen, da je odpiral kritičen družbosloven pogled in odmikal pravzaprav obravnavo fenomena religije od teh dogmatskih zamejitev, značilnih za čas in politično okolje, v katerem smo živeli predtem. Da isto velja tudi za izrazito povezavo med centrom za prvotno imenovanim za proučevanje lokalnih skupnosti in delovnih organizacij, oziroma danes za prostorsko sociologijo, ki ga je ustanovil profesor Zdravko Mlinar, ki je bil ustanovni član programske skupine SJM skozi mnoga leta, in ki je z svojimi študijami, deloma oprtimi na empirično gradivo zbrano v okviru programa Slovensko javno mnenje, tudi bistveno prispeval v zakladnico slovenskega in jugoslovanskega družboslovja. Interesantno, tu so povezave tudi na prostor mednarodnih odnosov. Nisem prezrl, omenil sem, da je Vlado Benko, naš prvi dekan in ustanovitelj študija mednarodnih odnosov, sodeloval v zasnovi prvih raziskav, kjer smo poleg drugega raziskovali ali proučevali tudi odnos Slovencev do pojavov v svetu, do sprememb, ki so nastajale v takratnem obdobju, recimo leto 1968, in vsi pritiski, ki jih je Jugoslavija bila deležna, kot so se izražali tudi v politični zavesti tistega časa, ali pa vprašanje odnosa in vrednotenja tako zvanega arabsko-izraelskega spora, kar je bilo, mislim, da nekako sovpadalo, če se ne motim, 66. leta in še kasneje. Te povezave so se odprle tudi v prostor, ki se je zdel, ali program, ki se je zdel prvi hip kot tujek, namreč študij obramboslovja, pa se je kasneje pravzaprav izkazalo tudi ob vztrajanju akademskega kolektiva fakultete, da je to v osnovi družboslovni študij z nadgradnjo v smeri vojaštva, proučevanja koncepta obrambe in tako naprej. Tudi povezave med našim programom in tako zvanim obramboslovnim raziskovalnim centrom so izrazite. Mi smo še pred ustanovitvijo tega programa proučevali in v raziskave vključevali teme vezane na odnos do vojske, konkretno tudi do JNA, do razumevanja obrambe, še posebej spodbojeni zaradi dogodkov leta 1968. To se je potem poglobilo, razširilo tudi z vidika potreb obramboslovnega centra in nastala je cela vrsta študij, ki temeljijo na raziskavah iz programa Slovensko javno mnenje. Še posebej intenzivne pa so seveda povezave v prostor komunikologije, saj je center že v izhodišču in potem mnogokrat, ponovnokrat posegal v medijski prostor med bralce, poslušalce, gledalce, tako kot so se ti mediji pač razširjali v slovenskem kulturnem prostoru. Iztočnica za to raziskovanje je pravzaprav podana že v raziskavi, ki sem jo uvodoma omenil, namreč množična komunikacijska sredstva na Slovenskem iz leta 1962. Teh povezav, ki so se, bi rekel, razvijale spontano ali pa namenoma iz programa raziskave Slovensko javno mnenje, je še cela vrsta. Recimo,
morda presenetljivo, v prostor kineziologije ali današnje fakultete za šport. Krešo Petrovič, eden od mentorjev družboslovne dimenzije študijev na tej fakulteti, je čutil izrazito potrebo po podatkih, ki kažejo, kako se šport umešča v socialno strukturo. In mi smo naredili nekaj raziskav in tudi po njegovem času nadaljevali z raziskavami o razširjenosti športnih aktivnosti med prebivalstvom Slovenije. Ali pa recimo povezave v smeri kriminološkega inštituta. Ugledna kriminologinja, profesorica Katja Vodopivec, je prišla z željo, da bi opazovali in v raziskavo vključili opazovanja odnosa Slovencev do kaznovalne politike. Interesantno je, da so prva opazovanja kazala in še vedno kažejo pravzaprav sorazmerno zadržanost enega dela populacije do popuščanja, do bi rekel libertarnejših konceptov, odprtih konceptov, kakršne zastopa Dragan Petrovec v zadnjih desetletjih. Ampak tudi tu opažamo v zadnjih desetletjih izrazito sproščanje, bolj odprte poglede v smislu kaznovalne politike. Ali pa recimo, s tem nakazujem pravzaprav, kako je ta program slovensko javno mnenje v izhodišču za svojim inštrumentarijem in dobro metodološko zgradbo podpiral ali odpiral raziskave v širokem polju in zelo z aktualnimi vodiki. Recimo v nekem obdobju smo sodelovali z Inštitutom za medicino dela, prometa, še ena oznaka je varnost pri delu, in športa, tako je. Ker jih je zanimalo, kako je z mobingom. In smo imeli v več raziskavah fenomen mobinga v delovnih okoljih in sploh v družbi, odnos do vprašanja zapostavljanja, diskriminacije določenih kategorij, še posebej vprašanje odnosa do žensk. Posegali smo seveda v zdravstveno področje. Imamo publikacije, ne malo, ki govorijo o pogledih Slovencev na zdravje in zdravstvo in lastne zdravstvene prakse. Zdajle nekako mi spontano prihajajo teme, ki smo se jih skozi leta oziroma desetletja potekati raziskave lotevali in ponujali empirične podatke. Še ena tema, ki je ne kaže prezrt. V razmerju med programom empiričnega družboslovnega raziskovanja, Center za raziskovanje javnega mnenja, bi se po analogiji lahko, tako kot recimo v ZDA, znan Institute for Social Research, lahko imenoval Center za empirično družboslovno raziskovanje, kar bi mnogo bolj ustrezalo značaju tega polivalentnega, politematskega raziskovanja. V sodelovanju z interesenti na področju prostorske sociologije, pa tudi politične sociologije, smo denimo leta 1971 izvedli raziskavo stališča Slovencev v razvoju cestnega omrežja. To je bila prva empirična raziskava, ki je razkrila, kakšni so prostorski dosegi ali dometi Slovencev različnih kategorij v življenjskem obdobju. Silno zanimivi rezultati so se nam pokazali. So določena okolja in kategorije ljudi, ki so prepotovali svoje občinske meje samo zaradi grobosti zgodovine tistega časa. Recimo
en del Primorcev ali pa ljudje na vojskarski plenoti, ki so praviloma prehajali samo do doline, so v času italijanske vladavine bili italijanski vojaki, pa so prišli do Etiopije. Sodobni trendi tistega časa, turizem, jih ni zadev, niso potovali. Po drugi strani pa seveda že takrat, leta 70, kategorije ljudi, ki so obvladali ne samo Slovenijo, Jugoslavijo, ki se je odpirala v prostočasnem smislu, Dalmacija, Primorje, ampak ljudje, ki so že dosegali pravzaprav Evropo kot prostor in doživljali Evropo kot prostor. Koincidenca te raziskave je, da smo povpraševali odnosu Slovencev do tako zvane cestne krize. Nimam tlele, pa lahko pokažem karikaturo Maura, ki je ilustriral odgovore, ki smo jih dobili. Seveda je večina Slovencev bila kritična do pritiska, ki ga je Slovenija takrat bila deležna in konkretna politika deležna pri obračunu tako zvane cestne krize. En del Slovencev pa seveda v dogodkih ni nič vedel in Maur je narisal tipičnega Slovenca z gorenjskim klobukom in z rokami takole dvignjeni. Nič ne vem, ne, ta pot v Canoso, ali pa en delček pa nakazuje pot v Canoso, sprejme kritiko. Ta raziskava je bila takrat zelo izpostavljena politični kritiki, ker smo pokazali pravzaprav, da ljudje gledajo drugače kot tista politika, ki se vzpostavlja po Kavčiču, ne? In tako naprej. Mnogo tega je ostalo nepovedanega.